vedno. Pa saj sem vendar naročila strežnici. Vrnila sem se v službo, ker imamo danes spodaj kulturno srečanje. Pevski zbor iz sosednje osnovne šole bo pripravil koncert za gojence naše ustanove. In sem si rekla, bom pa malo delala družbo naši ugledni varovanki. Gospa Jasmina, veseli smo, da ste naši. In to do smrti. V čakalnici. Ja, vsi smo nekje do smrti. Vsi. Saj celo življenje je neke vrste čakalnica na smrt. Ne, življenje je umetnost. Je ustvarjanje, je darovanje. Veste, mi gledališki igralci to vemo. V čakalnico na smrt se spremeni, ko ne moremo več ustvarjati. Ko nam direktor gledališča reče, hvala, ni več vlog za vas. Publika si želi novih obrazov. In nas poženejo z odra, ko hlapce je neje. Igral si, doigral in preigral za zmeraj. Od tega trenutka naprej smo v čakalnici na smrt. Najprej v svojih domovih. In potem, ko ne moremo več skrbeti zase, pa v domovi za ostarele. Gospa Jasmina, če želite sami popiti svoj popoldanski čaj, ta vaš mali privilegij. Ja, pa saj ne jemlja malice. Drugi imajo malice. Lahko pa dodatno plačajo. Ta vaš mali privilegij, ki ste si ga izvolili zaželeti in ki nas, osebje doma, izredno veseli in vam poskušamo z veseljem ustreči, hočem reči, če ga želite popiti sami, tako kot vsako popoldan, se umaknem. Ne moram biti vsiljiva, če želite biti sami. Pa saj sem dovolj sama. Torej, če vas ne motim, mi je v čas sedeti z vami. Še več, prav poklepetala bi rada z vami. Imam pa tudi dve prošnji, če smem. Ali delam kaj narobe? Le povejte. Ne, seveda ne. Le rada bi vam, glede na to, da ste rekli, da živite, dokler ste na odru, dokler ustvarjate, predlagala, da nastopite v našem novoletnem kulturnem programu. Veste, vsako leto z varovanci pripravimo lasten program, vendar jih je malo, ki lahko res še nastopajo. Jaz, prvakinja drame, naj nastopam skupaj s primitivci, diletanti, sklerotiki. Gospa, saj to je profanacija, ne smem, razumete, ne smem profanirati umetnosti. Oni en hribček bom kupil, jaz odlomek iz Medeje. Oni skeč o ukradeni smetani, jaz pa z visoko pesmijo. Gospa, ne žalite umetnosti, jaz sem profesionalka, res da upokojena v čakalnici smrti, a profesionalka, prosim. Se opravičujem, če nočete. Ne da nočem, ne smem profanirati umetnosti. Prav, se opravičujem. A niste rekli, da imate dve prošnji? Ne, v redu je. Vi ste občutljivi, jaz pa očitno nisem tak. No, povejte, kaj bi že radi? Vi ste sami po sobi. Ja, saj plačam dodatek. Ja, vse je v redu. Le, ker je premalo prostora, ker čaka 500 prosilcev in nam danes pripeljejo žensko, sem obljubila v 3. bloku. V tistem zdaj pokretnimi. V 3. bloku mira gospa Vračko. Je v komi. Zdravnik je prejšnji teden obljubil kvečjemu 12 ur, pa sem naročila verižno preselitev. Iz 2. bloka v 3. gospo Hedvigo, namesto gospe Vračko, in iz 1. v 2. gospo Ruri. Naš 1. blok pa gospo Bračko, kmetico iz Presnice. V bolnici so ji operirali sivo mreno in ne more več biti na kmetiji. Otrok pa nima? Ima, vendar noče več biti pri njih, če bi jo vi vzeli svojo sobo za dan ali dva. Dokler ne umre neka gospa v komi? Ja, jaz nisem kriva. Premajhne kapacitete, 500 jih čaka. Vem, obljubila sem, pa ne bi smela, ker sem mislila, da bo tista Vračkova umrla. Ja, pa jaz nisem kriva, če se populacija stara, če država ne gradi dovolj domov. Kaj vi mislite, da jaz rada čakam na smrt svojih varovank? Ni treba, naj spi na hodniku. Torej, zdaj vseeno priznate, da to je čakalnica na smrt? Da vsi čakate, da bomo pomrle? Ne, to ni res. Prav.
Tej prošnji ugodim. Nastopati ne morem, ker mi moj umetniški kodeks tega ne dovoli. Jo pa vzamem, tisto kmetico, če gre le za dan ali dva. Hvala vam, hvala, gospa. Zdaj pa moram teči dol na koncert. Ali vi res ne bi šli malo v družbo? Ne, bom raje sama. Tako sem vsaj v dobri družbi, razumete? Pa saj že jutri ne bom več sama, kaj ne? Hvala vam res, hvala. Je že v redu. In recite dežurni, naj mi ne nosi večerjo v sobo, veste, igralke zvečer ne jemo, ker ne moreš nastopati s polnim želodcem. Hvala. In kaj bom zdaj delala po čaju? Do polnoči. Kakšna le bo tista kmetica? Nikoli nisem poznala nobene kmetice. Saj, kmetice pa ne hodijo v teater. Iz hiše prišla sem, žene Korinske, da se vam ne zamerim. Dobro vem, da marsikoga ljudje sodijo že kar po licu ali pa po tem, kako občuje s tujci. Češ, ta je prevzeten in ošaben. Drugi zopet zbog skromnosti ne uživa pravega spoštovanja. Oči človeške sodijo krivično, drobovja ne preiščejo ljudje. En sam pogled nakoplje te sovraštvo, čeprav jim nisi storil žalega. Prilagoditi mora tujec se navadam mesta. Niti pri meščanu ne gre hvaliti trme, ki neumno in brezobzirno žali someščane. Usoda, ki me je nenadoma zadela, mi je uničila življenje. Pomeni je, življenje me ne mika, prijateljice. Smrti si želim. Medeje nisem igrala jaz. Igrala jo je režiserjeva ljubica Helenca. Jaz sem igrala le dojilju njenih otrok. Ampak vlogo, ki sem jo igrala jaz, sem že zdavnaj pozabila. Njeno Medejo znam pa še danes na pamet. Ker sem si je sama tako želela, ker me je ravno v tistem času zapustil Ivo, kakor Jazon Medejo. Pa sem si mislila, skozi Medejo mu bom povedala, kar mislim. Pa je režiser dal vlogo njej, Helenci, Karetenki. Vsi so se čudili, ampak jih je potem skupila od kritikov. Veliki Josip je zapisal: igralka Medeje žal ni uspela koncentracije za transformacijo razočarane žene v morilko in blaznico. Seveda, kako bi Helenca to zmogla? Za dojiljo pa je zapisal: ustrezno je svojo vlogo interpretirala Jasmina Rudolf. Življenje me ne mika, prijateljice, smrti si želim. Pa si je ne. Če tudi sem v čakalnici na smrt, cel dom že spi. Starke stokajo, moški smrčijo, dežurna najbrž gleda televizijo. In nihče ne ve, da jaz igram tukaj vloge, ki mi jih niso dali. Ampak dokler še deklamiram, še nisem za umret. Zdaj bom pa imela sostanovalko in ne bom mogla nastopati. Zato bom zdaj imela še reprizo. Mogoče bi pa lahko nastopila za njo. Za kmetico. Kaj bo kmetica z Medejo? Iz hiše prišla sem, žene Korinske, da se vam ne zamerim. Dobro vem,
da marsikoga ljudje sodijo že kar po licu, ali pa po tem, kako občuje s tujci. Češ, ta je prevzeten in ošaben. Izvolite. Dober dan. Janko Gregorič, varovanec. Jasmina Rudolf, varovanka v čakalnici na smrt. O, se vem za vas. Jokal sem ob vaši sveti Ivani in smejal ob Celestini. Vi ste prva igralka v našem teatru. Ah, ne omenjate mi teatra. Veste, to tukaj ni oder, to je čakalnica na smrt. Najprej sedeš v prvem bloku, potem pride drugi blok, potem ležišče in konec igre v tretjem bloku. Gospa Jasmina, saj prav zato, mi smo v bloku življenjsko aktivnih. In jaz sem predsednik skupine varovancev, ki so življenjsko aktivni. In ker smo mi aktivni, ni prav, da ste vi pasivni. Pa kaj je mogoče, da mi bodo tudi tukaj v domu za ostarele govorili, kaj je prav in kaj ni prav? Gospa Jasmina, zdaj gremo na sprehod, skupina aktivnih, gremo na sprehod dol do mestne galerije. Tam je razstava slovenskih impresionistov in sem prišel sem vprašati, če greste zraven. Spodaj čaka en majhen avtobus. Nisem pripravljena. Gospa Jasmina, se tudi drugi niso. Šele čez pol ure komaj odidemo. Ne maram gneče in še slabo mi je v avtobusu. Gospa Jasmina, vi še se tako pri močeh primerjavi z drugimi. Vam je le nerodno se izenačiti z nami, drugimi. Vi še se tako pri močeh. Tudi pri meni je bilo tako. Jaz sem bil prvak v slalomu. Kdaj? Leta 1948. Prišel mi je čestitat maršal Tito. Pa mi je tudi bilo nerodno pa nelagodno. Zdaj pa sem predstavnik skupine življenjsko aktivnih. Boste imeli še dovolj časa za samoto, gospa Jasmina. Ste pa vztrajni, Madonca. Gospa, mi bomo morali postaviti zdaj še eno posteljo. Mogoče je bilo najbolje, da greste malo ven. Družba vam ne bi škodila. Prav. Potem pa počakajte, da se bom uredila za odhod na razstavo skupaj življenjsko aktivnih. Čestitam, gospod Gregorič, vam je le uspelo. Velika igralka gre med ljudi. Končno ne. Gospa Jasmina, dežnika ne potrebujete. Zunaj sije sonce. Gospa Jasmina, posteljo vam pripravili za nekaj dni. Pustili ste spet sami. Kakšen dren, kar naenkrat. In kaj je rekel tisti slalomist? Dežnika ne potrebujete, gospa Jasmina. Prav zato ga bom vzela. Ne bo mi že kar vsak ukazoval.
kako bi se odomočila tako hitro doma, sem samo na Brusnici. Da sem rekla, ko me je sin vzel v Maribor v tiste bloke, 8. nadstropje, se bola dol pogledati skozi okno. Pa je rekla, mama, še malo pa se odomočila. Pa sem se ne. Zdaj pa sem šla nazaj na Brusnico. Da sem ne mogla biti, za voljo mrene sem nič ni videla. Ta pa me je hčer vzela k sebi na Ptuj. Rekla, mama, počuti se tako kak doma. Pa me je spravila v bolnico, ta pa v dom. Kak se ne počutim 5 minutah doma tu? Kak lahko rečete kaj takšega? Boste šli dol na topli obrok? Ne, naša imam svojo, snijela pohanega piceka. To pospravite za seboj, ali ne rečem čistilki? Ne, može sama, vse se ne midi. Mudi, malo se bo vrnila gospa Jasmina, upokojena igralka, največja dama v našem zavodu. Svojo sobo vas je sprejela začasno, vendar ona hoče red, čistočo, pedanco. Pedanco? Kakša beseda pa je tu? Jaz ne vem. Jaz sem kmetica pač. Strašno. Na kmeti smo imeli živino, najprej smo za živino poskrbili. Te za ostanke jedi. Bom pospravljala. Če glih na vode ostane. Kakša pa je tista pedanca iz Jasmina? Jaz ne bom nikomu služkinja. Zelo žlahtna ženska. Morda posebna, če bo kaj narobe, se ne prepirajte, prosim. Meni povejte. Jaz se z nikom ne štukam. Jaz samo vsakšem mi povem, kaj mu gre. Nemam prav? Avtobus se je vrnil. Počakala bom gospo in vas seznamim. Zakaj pa ste me dali skup s takšo gospodsko? Nemate nebene takšne kmetice, kot sem jaz. Žal so vse sobe polne. Le gospa Jasmina je bila dovolj dobra in vas je vzela v svojo sobo. Težki. Dober dan. Dober dan. Kako je bilo? Se je vam ni žal, da ste šli? Impresioniste se zmeraj splaša pogledati. To je vaša nova začasna sostanovalka, Angela Bračko. Jasmina Rudolf. Rudolf? Moj stric pa Rudolf. Pravili smo mu Ruda. Pa je že mrtev na srečo. Zakaj pa je sreča, da je nekdo umrl? Je zato, ker mi je raka na pljučah. Upam, ko vam nemo na poti. Jaz sem pač kmetica, pa strašno rada in luk. Tudi zdaj sem ga jela, upam, ko ne smrdi preveč. Gospa je bila prvakinja drame. V gledališču je igrala. Ja, jaz sem tudi nekdaj igrala, da sem bila mlada. V igri Mitski je treba moža, sem bila glavna igralka. Pač pa, kaj ste delali v resnici? Gospa je bila poklicna igralka, profesionalka. Jezuš, ki je igral, je tudi poklic. Mi smo igrali za hec. No, ni čisto za hec. Za kulturo pa prosvetu na vese. A bi lahko utihnili vsaj za trenutek in vi? Ali bi nam pustili sami? Saj moramo živeti druga ob drugi, brez posrednikov. Seveda, želim, da bi se dobro razumeli.
če prdne me tako odleže. Moja mama Rozika je sploh rekla, tu je za 9 doktorov. Lahko tudi vi, mene ne motno. O, ti moj Bog. O, ti moj ljubi Bog. Kje sem se znašla? O, ti moj Bog. Upam, ker ni jezna pedanca. Pa kaj, če je mogoče, ka predimo samo kmetice. Ja, pač pa meni tako odleže. Naredila sem napako, ko sem vzela to kmetico. Ona s temo zaspi, jaz se pa prebudim. Ko sem bila sama, sem vse lahko igrala. Nocoj bi igrala. Ivanu, sveto Ivanu. In potem utrujena zaspala. Tisti Janko me sili, naj nastopim na kulturni prireditvi. Ampak ali res ne vidijo, da je med igralkami in kulturnimi večeri, družabnimi srečanji prevelik prepad? Ali bi razumeli tole? Ah, če bi bila beseda če denar, bi bil vsak berač milijonar. Jaz pa ti povem, bastard, da je tvoja vojna umetnost brez haska, ker tvoji vitezi niso za pravo bojevanje. Vojna jim je samo igra, kakor tenis in vse druge njihove igre in zaslužek. Pravila si izmišljajo in kujejo sebe in svoje konje v oklepe, da bi prestrezali puščice. In kadar kateri pade, ne more vstati, ampak mora počakati, da pride oproda in ga vzdigne. Ali res ne vidiš, da je vse to ustarelo in z Bogom? Ne, kaj pomaga oklep proti smodniku? Moji preprosti ljudje se bodo borili za zmago, ne za denar. Izročili bodo svoje življenje v Božje roke, kakor to delam jaz, kadar pojdem v boj. Ti se ne borijo za odkupnine in oklepe, ampak gredo na pol nagi za menoj v jarek in čez lestev ali obzidje. Pri njih velja, jaz ali ti, Bog brani pravdo. Jaz ali ti. Na pomoč, zaklalo me Bog, zaklali me tega, sem prvo. Ne, le preveč sem se živela Bogo. Ne, počakajte, igrala sem, počakajte. Na pomoč, zaklali me če. Zdaj pa sedite obe in povejta, kaj je bilo. Jaz sem spala. Htela me je zaklati z Marelom. Igrala sem. Sveto Ivano, Jean de Arc. Igrali ste.
Jaz sem spola zbedila, me je špica Marela, vidite. Oprostite, nisem mogla spati. Gospa smrči in še kaj. Mi gledališki igralci zvečer živimo. Zvečer se začno predstave in trajajo dolgo v noč. To je moja poklicna deformacija, razumete? Ne more pomagati. In ste jo na voljo, draga gospa, z Marelo. Naj postanem sklerotična, naj se zapustim, popnelim svoj spomin, pa ponavljam prizore slavnih vlog in slavnih igrav. Prej sem bila šavova Sveta Ivana. Gredo na pol nagi za menoj v jarek in čez lestev ali v zidje. Pri njih velja jaz ali ti. Bog brani pravdo. Jaz ali ti. In ste jo z Marelo? Gotovo se je nič ne pozna. Če tako vam pokožen rit? Ne, Bi jo radi videli? ne, sem jo že slišala. Niti minute več ne ostanem tu, dajte me nekaj inda. Nemam pravice spati, mogoče. Naj kar gre, ne hvaležnica. Veste kaj, gospe, lezita, ne razgrejeta. Tako. Zjutraj pa se bomo lepo pogovorili z gospod direktorico. A v redu? Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Mislite, kaj sem vam rekla lahko noč? Juj sem rekla, vos pa ne bo srom. Rekli ste, kaj grejo za vami na pol noge v Jorek, pa čez obzidje, pa to tih leta. To je v vlogi. Ja, to bi rada videla. Druga možnost pa je, gospa Bračka, da vam odrečemo gostoljubje in naročimo socialni službi, da vas odpelje nazaj k sinu ali hčeri ali nazaj na vrstnico. Tiste bloke pa ne grem. Na vrstnici pa se je hiša vgreznula, pa inšpekcija ne pesti, kaj bi bilo notri. Ko ne grem? Naš dom je poln. Naše kapacitete so presežene za 28%. Le gospa Jasmina, ki ima pravico do enoposteljne sobe, ki si jo tudi dodatno plačuje, je bila dovolj dobra, da vas je sprejela. In to začasno. Zato se moramo nekako zmeniti za sobivanje. Imam pravico po noči spati? Imam pravico, da zaspim, ko lahko zaspim. Jaz ne morem pomagati. Celo življenje sem hodila spat ob enih po noči. Se naj ubijem vsak večer ali kaj. Če želite, vam bom dovolila, da bedite v knjižnici. Lahko vam namestimo tudi televizijo. Mečete me iz moje sobe. Je to prav? Problem bomo rešili te dni. Morda že danes. Samo da umre tista Bračkova in bomo verjetno preselili. Kaj? Maja, ne. Tada nikome na poti, ja? Vi ste gospa Anila Bračko. Jaz pa govorim o Amaliji Bračko. Vi ste življenjsko aktivni, ona pa je v komi. Jezus. Zdaj pa ste rekli, da si naj želim, da bo umrla neka ženska v komi, da bo mi. Naj ostane. A naj ne komandiram. Jaz ne komandiram. Ali mogoče jaz? Vi pikate s pečo, kmetico, z Marelom po noče. Jaz po noči igram, ker sem igralka.
Ali vam nisem rekla, da raje igrajte za nas in ne le zase? Ja, in tudi, če bi nastopala na kulturni prireditvi, moram vaditi. Predvsem pa ne ždita kar naprej v sobi. Pojdita ven, med ljudi. Jejta v menzi. Le, počivajte skupaj. Skun naj gočin. Ti ni še neče z menoj gučati, da sem kmetica. Meni so ti ljudje tuji, s kom naj se pogovarjam? Saj nič ne vedo o tragedijah, festivalih, zasedbah, mizanscenih. Mi gledališki igralci živimo v svojem svetu, posebno. Nimamo smisla za navadno, banalno življenje. Če bo kdaj prišla še kakšna igralka, z veseljem. Samo ne tista Helena Javšovec, ki je igrala moje vloge, ker se je, oprostite izrazu, onegavila z režiserji. A s temi ljudmi naj se pogovarjam? Kaj? Se me ne sprejmejo medse. Gospod Kerovič, kaj pa vi tukaj? Rešil se vprašati gospo Jasmino, če bi šla z mano na kavo v sosednjo gostilno. Imam par vprašanj prav dukinje o Hamletu za kontrolko. Pa sam jih ne znam odgovoriti. Bi bilo fajn, popoldan pride Katka na obisk, pa me vprašala, če se mi že kaj rešil. Vse veste, otroci dan danes so tako zaposleni. Morda bila sem Gertruda, Ofelija pa tista krava Helenca. Gospa, to je priložnost, da se malo ločita. Gospa, to je priložnost, da se malo druživa. Prav, samo jopico za. Gospa Jasmina, morda to i dežnik, ker zunaj malo dežuje. Marjana ne vzema, ja? Ne boste me že kar komandirali, gospod. Vem, a dežnika ne bom vzela. A ga vi nimate? Seveda ga imamo. A vas je sram, če vas vidim državo? To pa nikakor ne, gospa Jasmina. Tako je prav, ja? Pa vi direktorca tu pistite. Ja, kaj pa? A se dvo tak stora, tak javno žicata. Še več, to me prav veseli. Vete, jaz sem verna, poštena. Imela sem vezo samo z možom, če glih je reve že Marja. No, skoro samo z možom. Ona pa je rekla, da grejo za juj na pol noge vjorek, pa čez obzidja. Pri totih letah jede. Gospa Jaka pa želim taka. Gotovo je ne bi planirala kako vlogo. Meni je tudi tako rekla, pač pa jaz ji toga ne verjam. Le verjemite, zdaj pa se malo odpočite. Ja, od česa? Saj sem nič ne delala. Če pa kajkoli delal, je nič ne prav. Pa delate nekaj, kar vas veseli. Pojte, molite. Pojdite med ljudmi, med ljudi. Vi, gospa, sta človek. Če glista direktorca, nisem več jezna. Ta pa mu res sem molila. Prav. In kasneje se oglasite pri dežurni zdravnici, da vam pregleda okrog. Oče naš, ki si v nebesih, prosi za nas grešnike, tak na nebi, tak na zemlji. Sveta Marija, daj mi prosim mojo lastno sobo, ka me ne da zajebovala ena stara igralka. Sveta Marija, Mati Božja,
Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija pridko nas. Hvaljen bodi Jezus. Hvala Jezus na vekom veka. Jaz sem gospod župnik, tu v domu upravljam Božjo poslanstvo. Spovedujem, vodim maše, svetu olje dajem. Gospod župnik. V nedeljo ob 10 je maša v kapelci. Boste prišli? Vprašajte, kje je kapelca. Prav, mu lahko pela. Božja pesem je vedno bližnica k Bogu. Spovedala pa se bom, ta dom imela kakšen greh. Gospa, vsak ima kak greh. V mislih ali v dejanju. Tudi jaz ga imam. Zaklala sem nekoga. Kaj pa govorite, gospa? Misli, to staro pedanco, kaj ti leži. Sem rekel, da morate k spovedi. Ta čas pa pojte hvalnicu Bogu, tudi Marija Devica bo vesela. Hvaljen bodi Jezus. Hvala Jezus. Sveta noč, blažena noč, se že spi, je bolj noč. A je Božič? Ne vem, pač pa pesem je lepa. Devica z Jožefom tam, Levcu varje, dite se nam, spavaj, dite sladko, spavaj, dite sladko. Kaj je Božič? Fino, gremo od začetka. Sveta noč, blažena noč, se že spi, je bolj noč, Devica z Jožefom tam. Jezus se je rodil, Božič je. Kakšen Božič, ko pa je komaj Martinovo. Ne, Božič je, gospa že ve, drugače ne bi pela cerkvenih pesmi, a ni res? Sem vam rekla. Ko je Božič, imamo pravico do potice. Kakšen Božič, saj ni Božič. Ma, nikoli še nisem slišala, da bi bil Jezus nedonošenček. Če je pa komaj november, pa vsaj eno. Pojte, kar hočete. Pa letos je novembra že Božič. Ali Sem čital notri v slovenskem krščanskem upokojencu. Božič je. te pa že. Sveta noč, blažena noč, se že spi, je polnoč, le Devica z Jožefom tam. Izvolite. Si sama? Sama pijem čaj. Bračkova je prevečernica. Zato se tudi prišel. Obžalujem, da nimam 2 skodelic.
vse, kar pivo prinesejo. Poprosti, ker pijem kar iz flaše. Vsi moški v klubu smo tako pili. Kar pi. Tvoja sostanovalka je pri večernicah, bova vsaj malo sama. A ti verjameš Boga? Ne vem. Nikoli nisem imela časa za Boga. Tudi jaz ne. Jaz sem star komunist in povojni udarnik, pa prvak v slalomu. Za nas je bil Bog opij za ljudstvo. Tako so nas učili in pri tem sem tudi ostal. Opi? Pa kaj ni opi prepovedan? Ja, je in je bil, ko je bil red v državi. Zdaj pa imamo neko demokracijo in je opij za ljudstvo spet dovoljen. Jaz sem igrala Sveto Ivano, Jean de Arc, ki je imela privide in pogovore z Bogom. Ampak tisto je bila igra. Igrala sem, da verjamem. Enkrat sem igrala pa tudi eno nuno. Tista nuna se je pa zaljubila v Leona. Ko si bila na odru, ko si se poljubljala, ko si bila na smrt zaljubljena Julija, si takrat bila res zaljubljena ali si samo igrala? Včasih se igralke res zaljubijo v svoje partnerje, ampak potem ne igrajo več, vsaj ne dobro. Na odru je vse igra, zato zgleda tako zares. Večkrat pa se igralke zaljubijo v režiserje, zaradi vlog. Si se ti tudi kdaj zaljubila v kakega režiserja? A zdaj me boš pa kar zasliševal. Sem pač naredila, ko sem bila mlada. Ampak v pravem teatru ni časa za ljubezen. Teater je hram umetnosti, ni hram ljubezni. Ne, še bolje je hram sovraštva kot ljubezni. Tiste igralke, ki najdejo res pravo ljubezen, potem ne igrajo več, vsaj ne dobro. Tiste, ki iščejo ljubezen, tiste dobro igrajo. In ti? Jaz sem samo igrala. Sem imela enega Ivana, ki je pisal knjige. Pa je hotel, da bi imela otroka. Pa sem mu rekla, še Ivanovo igram. Pa sem rekla, Antigono so mi ponudili. Pa sem rekla, Medeja bom. In ko sem izvedela, da sem le dojilja, sem rekla, imejva otroka. Pa je rekel, da je že ena profesorica književnosti noseča z njim. Igralke tiste prave, veš, nismo za družinsko življenje. Čez dan vaje, zvečer predstave, domov se vračamo po polnoči, ko moški že spijo. Ali pa so opravili pri drugih. Vse sem dala teatru. Zdaj sem pa stara, sama, neuporabna. Jaz te imam rad. Saj ne veš, kaj govoriš. Jaz te imam. Pa saj taka starka, kot sem jaz, to rada sliši. Veš, koliko desetletij nisem slišala stavka, jaz te imam rad. Bi te držal za roko. Pa me drži. Jaz te imam rad. Prestara sem zame. 80 jih imam. Ja, jaz pa 78. Ja, vidiš, premlad si zame. Premlad pri 78. Ja. Pripoveduj mi kaj. Tisto, kar si mi povedala o Hamletu za kontrolko, je Katka dobila 5, veš? Njena mama, moja vnukinja, ona dela v lekarni. Zdaj, odkar sem tvoj prijatelj, cele noči ne morem spati. Pa vzamem tableto. Ja, potem pa ti naj da še zame. Tudi jaz ne morem spati. A veš, da se
zdaj dobijo tudi take tablete, da se lahko imamo tudi mi malo starejši radi. Daj, no daj. Pa to si ljudje zmeraj nekaj izmišljajo. Je tudi ena komedija o tem. Mandragola. Ne, res se dobijo. Sicer ne vem, kako se jim reče, neka navidra ali nekaj takega. Potem pa ti naj da še te. Me prav zanima, ampak verjamem pa ne veš. A si se prej hecal? Kdaj? Ja, ko si rekel, da me imaš rad. Nisem se hecal. Ja, kako pa veš? Cele noči ne morem spati od nestrpnosti, kdaj bom te zjutraj spet videl. Kaj? Neka iskra je preskočila iz tebe v mene, ali ne čutiš? Vidim samo, da so druge ljubosumne in nevoščljive, ko te primem pod roko in greva na sprehod. Župnik so krasen del. Škoda, ker so župniki. Kaj pa vidva? Gru. Gospa Jasmina, hvala za družbo, da moram iti. Saj, tudi jaz se moram pripraviti za zvečer. Zvečer se moj dan šele začne. Jezu, šoka, da robovili loka, tam zbola. Ne. Le sedela bom v oknu in gledala, kako pada dež. Kdo je gre na topelo obrok, greste tudi vi? Ne, nisem lačna in rada bi bila sama. Ja, zaljubljeni ste. Gru. Ne, zaljubljena, prosim, to pa že ne. Ne. Ja, ampak, ali obstaja kak zakon, ki bi 80-letni ženski prepovedal, da bi se zaljubila? Samo ni prav, da sem mlajšega moškega. Saj mi bodo še pedofilije očitali. Tu je vaša mama. Ja, mama! Ja, Ivek, tako že mislila, da se imaš zoba. Ne, mama, saj veš, da nimam časa. Noč in dan sem prešteval kljuke, vijake, šraufencigre. Imeli smo inventuro, veš. Srani, si dobro? Dobro, vsi smo dobro tu v domu, ki čakamo na smrt. Mama, malo še potrpi. Čez 3 leta greva tudi midva z Lizi po penzijo. Takrat te bova vzela k sebi. Poglej, Lizi ga ti pošilja. Čez 3 leta, veš, mena ne da več. Mama, glej. Ja, to. Koga nam ljubo? Mama, potem bova imela čas in te bova vzela k sebi, najmo stanovanje. Tam, tisto 8. nadstropje, tisti blok, ki niti ne bi pa tisto lift pa doj skozi okno pogledati, ker se mi zdi, kam doj pola. Ne. A me vidiš, vidiš s tem očesom? Vidim te, Ivek, dobro te vidim. Kaj bi rad? Ja. Kako kaj bi rad? Nič, prišel sem te pogledat. Kot sin mate. Tak, samo si že ni prišel. Kaj bi rad, povej? Mama, v nedeljo bodo volitve za poslance. Same svije si guča, nekdo dosti televizijo gleda. Res je, same svinje. Ampak zdaj bo drugače, imamo novo stranko. Samih poštenjakov. Če pridejo v ti parlament, bodo znižali plače ta visokim in dali nam, nizkim. In tudi starim ljudem bodo pomagali. Drogi Ivek, takšnih pa nego. Mama, so. V pravi Sloveniji, ja, stranka se imenuje Prava Slovenija, tista prava, domačijska, karantanska, krščanska Slovenija. Krščanska? Ja, krščanska. Ja, kaj boš ti v krščanski stranki, ki si se drjal, dosno hodila k meši, pa dosi na tisti sestankih prava kam nega Boga, ka sem se skoro v zemljo vdrla od sramote.
Pa da se hoda doj v Kraljevo, s tistim cugom bratstva in enotnosti. Ja, mama, saj to je, zapeljali so nas, prisilili, lagali. Zdaj sem spregledal. Vsi tam gore lažajo na oblasti, pa tudi toti od prve Slovenije bojo. Še zdaj, samo brez tote socialistične Jugoslavije, še bi bili zdaj nemški viničari, tako kak moj oča, pa mati, pa vsa Atekova žlohta. Oni so nam dali domačijo, pa Ivo, pa Štipil Goric. Če gli se zdaj vse podira, zato ker sta vija sredi krenetla pomagati, pa zato sem zdaj tu. Ne, mama, zdaj bo vse drugače. Slovenija potrebuje spremembe. Ja, spregledal sem, potrebuje tudi vero. Z mano dela en funkcionar prave Slovenije, ki hodi v Ljubljano na sestanke. Volitve so zato, da se menja oblast, da pridejo novi, nepokvarjeni na oblast, ker ljudje, ki so dolgo na oblasti, se pokvarijo. In ti bi zdaj Radka še bi se pokvorili toti od prve Slovenije, kaj že so. Ne, mama, ti se ne bodo, ker imajo vero. Saj, tu je meni zdaj sumljivo, ko si ti vero najša, ki si jo prvi v naši hiši zguba. Mama, prava Slovenija, samo to obkroži, pa nič ne misli. Moram pitati župnika. Njega vprašaj, ja, on ti bo rekel isto. Prava Slovenija je prava. Mogoče pa sploh niti volit ne šla. Moreš, prišel bom potem. Jaz ne vem, kaj se tak ženeš, reši bi se brigal za domačijo na Bosnici. Ja, mama, veš, saj zato sem tudi prišel. Aha. Hiše je potrebno porušiti. Vsakega evra za obnovo je škoda. Streha se je zrušila. Zato, ker sta nehtla pomagati. Ker se ne da več pomagati. Hiše treba porušiti. Si znoreja? Mama, prepiši se name. Samo tako bom rešil bračkovo zemljo. Hišo bom podrl. Drevje ven posekal. Kaj si me prišel zakla, kaj? Ne, postavil bom brunarico, klet, na vsej zemlji zasadil vinograd. Veš, mama, danes je moda postavitev vinograda, kleti in trte. Mi, mladi ljudje, nimamo časa in mestni ljudje nimamo časa, da bi seveda prihajali na kmete domov in obdelovali zemljo, ogrinjali krompir, osipavali koruzo, posadiš trto, plačaš domačino, da ti obrezuje šprica, potem imaš pa brat in kletariš. In hodiš na tekmovanje na te vinske sejme. Klet, brunarica, vinograd, to, mama, to je prihodnost bračkovega grunta. Kaj pa na to pravi trezika? Mama, sej, zato pa moraš napisati poroko, ker če boš prej umrla, ne, bo sodnija dala vse na pol, ti pa tak ne bo nič vsega skupaj. Hišo ne bo nišče obnovo, ne, vsak po svoje bo dajalo najem. Meni grunt, trezikom pa jaz se splača. Kak je pa skrbela za tebe? Najprej te spravila bolnico, zdaj pa toti dom. Hvala Bogu, ko me je spravila na operacijo, ko te zdaj boljše vidim. Mama, samo tako bomo zemljo našo rešili. Takaš podarja hišo, kjer sem te rodila, ne? Ja, drugače se bo tak sama skup se sedla. Boš ti meja dela. Moram s trezike kučati. S trezikom? Ja. Ja, ne rabiš, glej, mama. Imam vse sabo. Advokat mi je vse pripravil. Pa sem že govoril z njo, veš. Izplačal bom. Ti samo tule podpiši, pa bo rečeno. Tak pa se tudi namedi. In se še naj nasmrla. Ja, ne boš, ampak hiša bo padla skupaj, ne? Dobro, mama, grem. Ne vem, kaj se tak ženeš. Ja. Moram to rešiti, veš, drugače bo problem. Grem, pa ne pozabi, v nedeljo so volitve, prava Slovenija je prava. Tam so poštenjaki, pa bova te podpisala poroko. Mogoče pa dolo vse do te gospe, ki me je vzela v sobo,
Mama, ne nori. Lahko sedem. In kaj bi vi, gospa z zemljo oziroma s hišo, ki se podira? Ne razumem, ampak če se podira, bi jo dala popraviti. Mama, nedeljo pa gospe pove, koga na voli. Z Bogom. Kdo je to? Moj sin. In o kakšni hiši je govoril, o kakšnih volitvah? Gospa, nič vam ne treba biti žuh, kad nemate deca. Z malimi so male skrbi, z vekimi pa veke. Kaj moj sin grota takši stremuh. Na vse zodjo sploh več ne verješ, kaj tu tvoj sin. Veste, Angela, ampak vseeno ne vem, če se spodobi. Kaj? Tukaj vas drži za roko? Ja, tudi to. Ja, če vam ne paše. Pa saj mi je ugodno. Ja, no, koga pa se te ozirate? Veste, to je meni pred 5 leti Marija Franček, je Gornikov Štefek že na pogrebi prišel k meni. Pa je rekel, to se neš več jukala, moja prišel k tebi. Vse bilo mi strašno žmetno. Pa se riveš, bor več ni montral. Saj sem tak več ni imela nič od njega. Mislim, tisto, kaj me je nekda tak tiščalo, pa srblo. Srbelo. Ja, tak se reče, če ste potrebna. Potrebno za Boga, gospa. A ne morete tako govoriti. Ja, kak pa ste rekli, če bi se rade porošili? Ja, kak ste rekli? Ja, kako? Da me daje libido, da si moram potešiti libido. Jezuš Marija, same nek še vučene besede za isto stvar. Te pa vam ne dala povin. Te pa je eno večer prišel Gornikov Štefek k meni. Te pa je spija malo šmarnica. Jaz sem bila že tudi 68. Sem tudi malo spila. Te pa ne te verovali. Smiselka mi je že vse minilo. Te pa sma. Te pa je on mene prijel tu, pa spod. Te pa je meni grotalo strašansko vroče. In ne te verovali, te pa smo se porošla na tistem štampeti, ki je Marija moj preljubi Franček. Če piše bo komaj 3 tjedne od pogreba. Pa ni samo enkrat, porkrot. Te pa sem jaz pač šla spovedi. Pa je župnik rekel, ka sem malo pohitla. Pa mi je dal za pokoro 5 učenašov. 5. Rekel pa je, če bi jaz bila ožejena, bi jih dobila 8. Tega sem jaz zvedla nekaj, kaj Gornikov Štefek hoda tudi k Polončovi Gari, ki je že 2 leti vdova. Pa k Šposovi Hani, ki je tudi vdova. Pa ko mu vsi povesili pravijo vdovski pik, teba sem ga ni spustila več na sebe. Vse, te se je tak streha zrušila pod snegom, ko sem mogla iti od hiše. Angela. Skoraj ne pomnim, kdaj sem nazadnje občevala. Kaj ste? Občevala? Ja, če se porošite, rečete, ko ste občevala.
Pa, gospa, ne govorite teh besed. Me radi. Nazadnje sem imela za partnerja nekega gostujočega maritonista in sem naredila črto, ko je nehal gostovati. Kaj pa te toti Janko, predsednik življenjsko aktivnih, to ti še lahko? Mislite, če še ima potenco? Ne vem. Ampak pravi, da se dobijo neke tablete. Aj, Samo da jaz zdaj govorim o tem, mi je pa res čudno. res. Samo, ko me prime za roko, moža dlani, vam povem, da... Ste opet občutili, ko je omota, ne? Se me že sram, da se pri teh letih pogovarjava samo o moških. Tu vam pač naj nič ne bo narodno. Vete, da sem bila jaz deklinca mala, smo se strašno smijale, da smo zvedle, ko deklince lulamo čepe, fantak je pa stoje. Ta pa da sem bila malo godna že za dečke, ta pa smo na vesi se večer zbirale, pa smo si gučale samo o dečki. Ja, ta pa smo se zoženile, ja, ta pa samo o naših dedih. Kakaj, kejku krotkaj, pa kikaj. Zdaj se sedem doli med tote babice, kaj mislite, opet samo o dedih. To je očitno ženska osoba. Pa, kaj vi mislite, da se moški pogovarjajo tudi samo o ženskah? Da zdaj gospod Janko govori o meni? Ja, seveda, o čem pa bi? Kjeri pa več ne mrejo, pa o politike. Hvaljen bodi Jezus. Hvala Jezus, na vekom veka. Dobar dan. Grem k večerni molitvi v kapelco. Gospa, ne boste prišli? Bum. Pozobla si, zagučali se sma. Lepo, o čem pa sta se pogovarjali? To pa je zasebna zadeva. Toga pa ne povem, samo prskovide. Gospa, vi se nam ne bi pridružili pri molitvi? Vsak človek potrebuje Boga. Seveda, mene Bog gotovo ne moti. Rad bi vprašal, če veste, da so molitve v nedeljo. Ja, sin mi je že nekaj prava, koga ne volim, ka pride po mena. Gospa, vi ne boste šli izpolniti državljansko dolžnost? Vera nas uči, da moramo izpolnjevati državljanske dolžnosti. Še nikoli nisem šla voliti. No, enkrat po vojni, ko so prišli aktivisti po nas, se moramo voliti. Zdaj pa imamo demokracijo in se lahko odločim, kakor želim. In mi, umetniki, se ne zanimamo za politiko in tudi voliti ne bom šla. No, če boste vseeno šli, morate voliti stranko, ki se zavzema za vero, za versko vzgojo, za družino. Veste, katera stranka je to? Nova Slovenija. Tako je. Pa, saj to je propaganda. Kaj nas ne morete pustiti na miru? Saj že grem. Pridite, gospa Bračko. Saj že grem. Čakajte, a kar za tem maziljencem boste stekli? Kaj naj oni zmotijo sredi pogovora? Ja, meni smo fajn guč. Pač, sem tudi župnik ded. Čudno. Ampak prav rada se pogovarjam z njo. Govori stvari, ki so tudi v meni, pa tega niti vedela nisem. Jezus, oblečena sem za odite. Kje je hode, pa se mu je nekaj zgodilo na put. Umirite se, Angela. Saj vam tiste volišče ne bo nikamor pobegnilo. Saj se ne gre samo za volitve. Tudi oporoko me pod nos tiči. Pa trezi koče okoli prneste. A moj sin grota takši požaru. Da pa še tote volitve. Vsi lahko volijo tu v domi, samo Jaša sem na brsnici priobljena. Ja, zakaj pa hodite volit? Zato, ker me to veseli. Enega obkrošti, drugega pa ni. Kaj pa te vi? Ste rekli župniki, ko ste nekda volili, da so vas sedeči prisilili. Kaj pa te zdaj? Angela, kaj ne vidite, da zdaj vas,
sin in župnik silita, da bi volili tisto njihovo novo Slovenijo. Pravo Slovenijo. Ja, prav. Kaj mislila, da novo? Zmerom si kdo izmisli nekaj novega in misli, da je pravo. So imeli novo zavezo, novo revijo, zdaj imamo novo Ljubljansko banko, novo Slovenijo, pa ni nič novega, veste, ker smo ljudje zmerom isti. Kredi so ljudi, vroče mi je. Kile vode. Ne vem, zakaj reče, kada je prišel ob 9, pa še ga ob 10 njega. To. Sploh sem strile čokala, nekda moža za pa sina. Ah, jezite se. Uredili ste se pa tako lepo. Prav veseli ste, da boste šli malo ven in se pokazali, kako dobro izgledate, ne? Za koga pa te se vi lišpate, pa piplete dlake, pa forbate lase, ha? Zase. Za sebe. To pa res škoda cajta. Vi pa res najbolj vidite, kako izgledate. Svojih let pa res ne morete preforbati. Gospa, ne dovolim, da bi bili v moji sobi agresivni. Ja? Nisem jaz kriva, če imate vi težave s sinom. Sem jaz kriva, ker se vi lišpate za tistega vašega predsednika življenjsko aktivnih, pa si toga nečete priznati, ha? Veste kaj? Meni ni do prepira. Pametnejši od njega. Dol grem. Ja. A ste v kje videli? Koga? Mojo biserno ogrlico. Ohridski biseri. Ne, nisem. Mene tote ogrlice pa toto vaša šminka sploh ne zanimajo. Pa vseeno. Ne razumem. Lepo gledajte pod moj štampet, ja. Lepo gledajte, kaj nam česa osumljena. Jaz nisem nič rekla ali sumila. Lahko bi slučajno padla sem. Slučajno pod moj štampet? Kak slučajno? Iščem pač. Nekje v tej sobi mora biti. Išče. Ogrlico bisere. Mi kmečni ljudje se ne brigamo za tote norije, kaj se svetijo. Moja biserna ogrlica pa res ni norija. Dobila sem jo ob 30-letnici svojega umetniškega dela od uprave teatra. Išče. Pa saj iščem. Še moj štampet pogledajte, kaj neki odejole, pa tu pod venkišom. Išče. Jaz nisem nič rekla ali sumila. Preprosto vidim, da je ni, lahko bi slučajno padla sem. Vete kaj, zdaj pa mi je zadosti, ko še moja nekaj osumljena, grem po pomoč. Sestra, pridite, ogrlico iščemo. Pa ne bo več česa osumljena. Potekate se malo vločni. Pa ne govorim vam, preprosto vidim, da je ni. Saj ne rečem, da ste jo vi slučajno kam založili, ampak zadnji čas so hodili v najino sobo tudi tuji ljudje. Ja, in nekaj še smučar. Ne, tudi kak župnik in poslovodja železnine. A zdaj te rekli, ko je vkral moj sin? Kaj pa spet imata? Nič nimava. Le ogrlico iščem, gospe Bračko pa gre to na živce in me žali. Gospa so rekli, ko je vkral moj sin. Vi ste rekli, da je mogoče odnesel moj prijatelj Janko. Vi ste prvi rekli. Sem se jaz prva vločila, pa gledala pod vaš štampet. Menda imam pravico pogledati po vsej svoji sobi? Celi štampet imam zmetan za volo vašega iskaja. Vse ste ga sami. Za volo tebe. A zdaj me bo pa kar tikala. Mene, prvakinjo, kmetica. Zdaj pa dovolj. Ne bo več prišla v toto sobo. Nikdar se ni videla tatica, pa ne bo pa moj sin tudi ni. Saj te tudi ne moram več. Dovolj sem rekla. Zdaj pa obe sedita. Da vaju ni sram. Mene nema zakaj biti sram. Rekla je, da ne bom prefarbala svojih let. Iščete to ogrlico? Lepa je.
Mama, pozem sem še, gremo. Gospa Vračko! Gospa Jasmina! Si sama? Ste imeli nekakšen prepir, sem slišal. Pusti me. Saj ti nič nočem. Rad bi samo sedel tukaj. Rada bi bila sama. Tudi prav. Ker sem sitna, tečna, nočem moliti drugih. Pa, saj me ne boliš. Ti leži, sekiraj se, jaz pa bi te rad samo držal za roko. Če boš pa hotela spati, pa sem ti prinesel tablete. Ne, spati ne morem zvečer. Tukaj so, tu bom ti dal. Veš, mislila sem, da sem založila ogrlico. Želela sem jo nadeti, da bi te spremljala na volišče. In si jo našla? Tu je, Ja, kje pa je bila? več čas tu. Iskala sem jo. Bračkova je mislila, da sumim njo. Rekla sem, da so prihajali na eno sobo tudi tuji ljudje. Mi je rekla, da se lišpam zate, da si jo mogoče odnesel ti. Jaz pa sem omenila njenega sina in je bil ogenj v strehi. Prepirale smo se, prišla je sestra, iskale smo in na koncu je sestra našla na meni. Vsakemu se to zgodi. Kolikokrat sem iskal cigareto, ki sem jo imel v usti. Ne, ne. Grda sem bila, nora sem. Živce izgubljam, spomin me zapušča. Dokler sem bila sama, sem imela svoje dostojanstvo. Zahteval bom od direktorce, da jo premesti. To ni prav. Plačuješ si eno posteljno sobo, zdaj pa si ti cela znervirala zaradi te primitivne kmetice. Ne, jaz sem bila primitivna. Iskala sem nekaj, kar sem imela, grda sem bila. Nočem biti tako. Pa znervirala te je. Ne tolaži me. Cele noči ne spim. Vse vloge sem že preigrala. Ona smrči, pa saj nisem jezna na njo. Nase sem jezna, ker ne morem spati. Vse sem ti prinesel tablete v spanje. Ne, zvečer jih bom vzela. To. A ti? Tiste tablete? Si dobil mandragor? Pa sem dobil, ja. Pa? Pa sama jeza je z njim. Sama jeza.
Mislil sem, da bo ta Bračkova cel dan zunaj na volišču, pa pri otrocih, pa... In? Pa sem vzel 2. In? Ja, poglej. Zato je najbolje, da grem. Zakaj? Pa ti si znervirana, pa ena pa druga, pa da mi kaj misli. Čakaj. Oprosti, ker sem ti to storila. Ampak nekje sem prebrala, da je eden od vzrokov depresije tudi pomanjkanje telesne ljubezni. Hočeš povedati, da ti lahko pomagam zdraviti depresijo? Mislim, da svojim poskusi. Ne morem odreči, ker si tako prijazen. In za poskusiti je. Samo temo napravi. Sicer ne vem, kako dolgo zdrži, drugače pa imam še s seboj. Vse, začeli bomo z manjšo porcijo. Ampak še se vidi, zagrnil zaveso. Nočem, da vidiš groteskno ostalo. Bo tako v redu? Pridi. Lahko poskusim. Božje v imenu. Veš, da nisi doma.
pa že spi. Koka že spi. Tablete je vzela. Leksorin za spaje. Pa je res čudno. Kaj če diša? Diša. Hvala Boge. Troh bi me bilo spati z mrtve belance. Oprostite za zjutraj. Res sem bila depresivna. Nocoj bom, upam, spala z Božjo pomočjo. Tako kakšno poslovilno pismo. Jezus, če res sem diša. Diša. Pri moji duši diša. Škoda, ker spi. Bi je povedala, kak sem golela. Dobro, kaj je vzela tablete. Pač bi opet delala cirkuse. A saj s tem nikome ne škodi. A se pravzaprav zdravim. To je za 9 doktorov. Spi. Jezus Marija. Kaj ni vzela preveč tablet? Kaj če res sem diša? Jezus, Jezus, ni! Z mrtve sem zastala, Jezus Marija. Roke ima čisto mrzle. Jezus, Jezus Marija. Oprostite za zjutraj. Res sem bila depresivna. Nocoj bom, upam, spala z Božjo pomočjo. To je poslovilno pismo. Tako kot amen. Nocoj bom, upam, spala z Božjo pomočjo. Ja, se da fajn, če bo zdaj ostala sama v toti sobi. Pač pa. Kak je fina. Resen je nekaj posebnega. Še kak malič. Kejko drugi življenje je vedno na pamet. Nekšo Medeo, Ivano, Antigono, ali kak se že reče. Ja še se imen ne mrem zapomniti. Ona je pa vse vedla, da so kaj guča.
Zdaj pa sem narobil sam jaz. Najrajši ne bi šla povedala nebenem. Samo celi dan bi umila za sebe. Samo gledala jo bi. Vedela je, kako so živela Ivana pa Medeja, sama pa je ne vedela živeti. Vaček ne bi bila tak sama pa tak hoplik. Žal mi je, kaj je mrtva. Vseeno moram nekaj nekomu povedati, da je vodni sester. Veš, igralka Jasmina, če me ne bi vzela s sobo, bi mrla soma, taka pes. Nikoga ne bi bilo, kaj bi še povedala sestra. Veš, kaj je dobro, kaj si me vzela. Pol 9. Pa sem res spala kot ubita. So mi tablete kar pomagale. No, pa Janko tudi. Matka se dobro počuti. Še je dihala. Včeraj še je bilo v redu. Ja, kje pa je? Jezus! Ali? Povejte, kje je tu? Jezus Marija. Glej, vzela je 3. Dosti da doj še ti bilo. Včeraj sem ji jaz dostavil. Vzela je 3. To je preveč. Povejte, kje je truplo? Dosti šla doj še ti ležala. Kaj pa je? Kaj se je zgodilo? Gospa Angela, kaj je z njo? Da ni mrtva? Jasne, kaj pa vi? Jaz? Zakaj? In kaj delajo vsi ti ljudje v najni sobi? Prišli smo pogledat, če si v redu. Zakaj pa ne bi bila? In to me vprašaš ti, ki si me ozdravil depresije? Stidajo me se. Kaj pa jim je? Kaj te vem? Je ali vas je ni? Je. Hvala večnemu Bogu. Zakaj? Ja. Te še manj jaz nekša šanse. Sploh, ki sem mlajša kot vi. Ne boste verjeli. Po več kot 20 letih ni isto. Je pa še zmerom fajn. Da sem on zdaj presela k vam? Ne. To pa bi bilo preveč. Nikoli nisem živela kot zakonska žena, ne. Ja,
naporen dan. Veste, kak smo volili? Ni tako, kak je zahteval moj sin, pa ni tako, kak je rekel župnik, pač pa čisto drugačik. Prav ste naredili, ne smemo se jim pustiti. Lega se vi zanate pusti, to tam je vašemi predsedniki življenjsko aktivni. Ne, samo kadar bom depresivna in kadar bo meni to prijalo. Ja. Pa se niste več jezni zaradi ogrlice name. Veste kaj, obe smo bili nervozni. Vi za volo ogrlice, jaz pa za volo sina. Angela, ste podpisali tisto poroko? Ne, ti jo imam. Ti jo imam. To ti še da malo plesa okoli mene. Če glih, si mislim, ga ima prav, ne? To, kaj mi je napisal. Se nem razmesta rangirati to ta domačija. Naj te podara tu, pa naj postavi tisto brunarico pa klita, kaj misli. Samo tako hitro tudi nam popistilo. To pa ne. Ja, se tega je mena strah. Da nisem jaz prehitro popustila. Niste. V končni fazi pa ste zdravili depresijo. Dober dan. Dober dan. Imam veselo novico. Tista Vračkova je umrla, gospa Vračka se bo lahko preselila in vi boste spet sami kot prej. Tu pa je resem vesela novica. Dobro, ga se ni čak zamijale. Tista gospa v komi. Pa ste dobro pogledali, da ni v kopalnici? Mi, jutri vas bomo preselili. Prav. Počakajte. Naj ostane. Celo življenje sem bila sama. Vam pripada ena posteljna soba in čaj ob 5. Prihodnjič prinesete še eno takšno skodelico. Bom plačala in čaj za 2. Pa ste dobro premislili. Zelo dobro. In kaj pravite vi, gospa Vračko? Se ne vrem vervati, ko sem končno tudi jaz človek, ni samo kmetica. Starci, kdo jih razume? Ja, in tudi vikali se ne bova več, ti, Angela. Jaz vam ne bi pa reči ti. Se bo že navadila. Potrebujem te, mislim, če bo pa s gospodom Jankom še kdaj zdravila depresijo. Moram imeti nekoga, da mu lahko povem. Pa jaz sem podpisala v poroko, ali pa mogoče, sicer je to resen božjih roka, ka še bi se ja dozdravila za depresijo. Reci mi ti. Ti. Vidiš, da gre. Zdaj ženejo me proč. Zaman me čaka poročna postelja. Niso mi še družice svatovčine pele.
Nisem pod srcem deteta še dosegla. Zdaj odhajam živa v domovanje mrtvih. Sem kdajkrat Božji zakon poteptala? Kako se naj v nebo ozrem sirota in prosim milosti, če mi pobožnost očitajo kot greh brezbožnosti? Z Bogom dežela tebanska mesto očetno. Zdaj moramo odstoti, brez odloga odstoti. Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. Enkrat, če se prekloni, jaz sem mogla jokati, ko se je lahko ploskal. Vidva sta moja najboljša publika. Vidva se priklonita, ker sta igrala publiko. Vsi sedaj. Dragi gledalci, najlepša hvala. Najprej za vaš obisk, za vašo podporo. Kolikor sem slišala, ste se zabavali, kar nam je zelo všeč. Želimo vam obilo smeha še naprej. Želimo vam obilo zdravja. Želimo vam takšno pestro starost, ampak upamo, da se bomo preden se boste tako postarali, še kaj videli tukaj. Ja? Danes boste še kaj prišli pogledati. Na tem mestu se želim zahvaliti vsem nastopajočim, ki so se trudili v svojih najboljših močeh, ki so uspeli. Potem se zahvalim šepetavki in šepetavcu, ki je obenem drugi šepetalec je tudi masker. Potem se moram zahvaliti tehnikom, potem pa še seveda snemalcu, pa še enkrat vsem vam za podporo. Hvala lepo.